Lepo pozdravljeni na sedežu Nove Slovenije. Glede na dejstvo, da je gospod Aleš Hojs že v mediji sam sporočil odločitev, lahko potrdim, da je včeraj izvršilni odbor Nove Slovenije na svoji 19. redni seji obravnaval predloge večjih posameznih članic in članov občinskih in regijskih odborov ter podmladka stranke in sprejel sklep, da se gospod Aleš Hojs izključi iz stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati. V obrazložitvi smo zapisali, da je gospod Hojs v zadnjih 2 letih v različnih medijih in družbenih omrežjih večkrat nastopil neprimerno in žaljivo do stranke Nova Slovenija ter njenih predstavnikov ter tako okrnil ugled stranke. Gre za neposredno kršitev 11. člena statuta Nove Slovenije, ki pravi, da smo se člani stranke dolžni zagotavljati enotnost stranke in se predvsem vzdrževati dejanj, ki bi lahko imela škodljive posledice za stranko in njen ugled. Isti člen pravi tudi, da smo člani dolžni vzdrževati dobre medsebojne odnose, skrbeti za ugled stranke ter spoštovati pravila demokratičnega sožitja. V tem smislu je bil včeraj sprejet sklep, hkrati pa, ker imamo demokratična pravila v stranki, ima gospod Hojs v 15 dneh možnost pritožbe na razsodišče stranke, ki sprejme dokončno odločitev. Zanima me, koliko in katere člane ste že na tak način izključili v preteklosti in pa vaš komentar blizu Hojsu, ki se sprašujejo, kje je zdaj tista demokratičnost, po kateri je pozivala na eni od prejšnjih proslav vaše predsednice Mira Novak, kjer so jo potem tudi išvižgali. Govorila je o demokratičnosti na desnici. Nova Slovenija je zelo demokratična stranka in vsaj po mojem vedenju v zadnjih 10 letih ni izključila nikogar. Ne na prvi, ne na drugi stopnji. Za še malce bolj nazaj težko rečem, ampak mislim, da je bilo teh primerov zelo, zelo malo ali skoraj nič. Kar se tiče demokratičnosti, so bili vsi postopki narejeni na podlagi našega statuta, ki je bil sprejet na kongresu. Vsaka stranka ima statute oziroma svoja pravila, in ki so bila demokratično sprejeta, in vse to naše ravnanje, naš sklep ima podlago v naših pravilih. Zakaj ste pa čakali toliko časa? Namreč že več časa je znano, da je gospod Hojs bolj kot ne deloval kot neka dvoživka. Ste čakali, da gre sam kam drugam, da se izpiše? Zakaj toliko časa? Zato, ker v Novi Sloveniji nikoli ne prekinemo dialoga, ker ravno zato, ker smo demokratična stranka, smo dopuščali možnost, da se stvari uredijo ali pomirijo. Ko pa so šle v zadnjem obdobju res čez vse meje, smo morali tudi zaščititi ugled stranke in sprejeti odločitev. Prosim. Zanima me, kdo je predlagal ta sklep? To je to zdaj. V zadnjem obdobju smo na tajništvu stranke prejeli več predlogov članic in članov občinskih in regijskih odborov ter podmladka stranke. Se pravi, več je bilo predlagateljev, tudi več občinskih in regijskih odborov. Izvršilni odbor je po našem statutu dolžen obravnavati to na svoji seji in to je obravnaval včeraj zvečer in na koncu tudi sprejel sklep. A prej pa nikoli še ni bilo takega predloga v zadnjih 2 letih? Ne, predlogi so prišli v zadnjem mesecu dni. A kaj pa je bila tista kaplja čez rob, da je prišlo do tega? Težko rečemo, da je kaplja čez rob, morda še to, da vse te stvari, te navedbe, ki sem rekel, v medijih in družbenih omrežjih so se dogajale dlje časa, ampak v sami obrazložitvi smo jih obrazložili kumulativno. Vse skupaj je zdaj, bi rekel, preseglo, hkrati pa smo se seveda dotaknili tudi te zadnje proslave, kjer je bilo našemu uglednemu članu, gospodu Lojzetu Peterletu, predsedniku prve demokratično izvoljene vlade, praktično strani gospoda Hojsa, je bil nezaželen govorec na tisti proslavi, čeprav je bil dogovor prej drugačen. Kako pokomentirate njegov odziv, da je Nova Slovenija čedalje bolj polna sama sebe? To je njegovo mnenje. Še to, mislim, da 2 leti nazaj ste se vaša predsednica Hojs pomerila na kongresu. Tako, na vašem kongresu. Takrat gospod Hojs ni dobil
zanemarljivo število glasov. Se bojite zdaj kakšnega razkola znotraj stranke oziroma odhajanja tistih članov, ki so bolj blizu Hojsu? Lahko vam povem podatek, da je bil izvršilni odbor tukaj včeraj skoraj popolnoma enoten, samo en član izvršilnega odbora je glasoval proti temu sklepu. Tako da to ne kaže na to, da bi bila stranka kakorkoli na tem vprašanju razklana. Kvečemo nasprotno, danes dobivamo celo spodbude in pohvale. Torej ne pričakujete nobenih izporov? Ne pričakujemo. Katere izjave konkretno pa so vas razjezile poleg te? Jaz zdaj v tem trenutku ne bom navajal vse izjave, ker teh izjav je kar nekaj. So jih pa imeli včeraj člani izvršilnega odbora v gradivu. Če pa si sami pogledate tudi zadnje ali pa nekaj intervjujev, tweetov in tako naprej, gre za direktno, bi rekel, neprimerno in žaljivo vsebino do stranke Nova Slovenija. Če si član stranke politične, potem moraš imeti tudi neko spoštovanje do nje in njenih predstavnikov. Se pravi, če se gospod Hojs ne pritoži v 15 dneh, potem bo v 15 dneh razrešen? Izključen. Ja, drži. Želi še kdo? Hvala lepa.